V knjigi opisujete pojem transhumanizacije in transsocializacije, posega v človeško telo z mehanističnimi postopki, to je, kot ste zapisali sami. Ampak vse te se opravičuje na podlagi nekih zdravstvenih razlogov. Ne? Verjetno ljudi pač ni težko prepričati, da zamenjajo ali prodajo svobodo za varnost, ne? In v tem primeru tudi za to navidezno zdravje. Ne? Ja, to je domiselno, ne? Se tudi najprej v prvi fazi, ne, da bojo vsi podatki bojo spremljani, ne? Ampak veste, kar gre ven, informacije gre tudi noter, ne? In tisti aparatek tudi vpliva, ne samo, da razbira organe, ampak tudi ima do organov odnos. Ne? In kdo bo tem zlikovcem zaupal tako stvar? Ne? Ker transhumanizacija gre pa tudi v tej smeri, tudi to uvajanje, ponorelo uvajanje 5G, hitro uvajanje 5G. Ne? Se ve, to 5G je bilo v izhodišču vojaško orožje, ne? Ki ga lahko zelo fokusiraš na posameznika, na pokrajino in frekvence delujejo. Jaz v tej knjigi zdaj na pamet ne vem, to mislim, da nisem pisal, ampak v tej knjigi Ta krasni nori svet, prav so znane frekvence, ki jih moraš sprožiti, da odzovejo določeno psihično počutje pri človeku. Ne? In kdo bo tem zaupal? Tem ljudem, ki so počeli v imenu zdravja vse to, kar so počeli. Ja. Se sploh ne ukvarjajo s tem, da je bil dejansko virus patentiran že kar nekaj časa nazaj, da je bil spuščen, da gre za biološko orožje. O tem se sploh ne sprašujemo, dobenega nismo poklicali na odgovornost. Tisti mešetari lahko mešetarijo še naprej. Nam pa vzbuja pozornost, ja zdaj, ne, tudi če bojo sprožili vojno, ne, je to z namenom, ne, ja, ampak pustimo to. Ampak vojna že poteka, najbrž, ne? Ja, vojna. Malce drugačno. Ja, to je tak psihološko-biološka vojna, ne, proti človeštvu, na globalni ravni. To je zelo domišljena. Saj, veste, ti zlikovci bojo tako propadli. Ne gre, ker zakon sintropije, ki je v kozmosu, ne, ali pa, kot je rekel Einstein, neka energija, ki jo bi lahko imenovali ljubezen, to sintropijo pa dokazuje matematično in praktično naš veliki znanstvenik Andrej Detela, ne. To je kozmični zakon, ne. In dejansko je tudi naša pozicija trenutno v vesolju takšna, da budi zavest. Ne? Zdaj vstopamo v dobo vodnarja, ampak to so, budisti pravijo, iz dobe zadremanosti v stanje budnosti. Jaz pa tudi sam na podlagi ljudi, ki jih poznam, zaznavam, da zavest, pisana z veliko, mi bi rekli v cerkvi Sveti Duh, budi zavest, pisano z malo, in dejansko je njihov poraz je neizbežen. Ne? Zato se jim mudi, zato so panični, ampak ne bo jim ratali, ker bo prišlo zelo, veste, pol naredi notranji konflikt med njimi samimi in to bo, čeprav sem pater, bom rekel, za njih veliko sranje. Včasih je treba tudi uporabiti takšno besedo. Če se vrnem na čisto pol koraka nazaj, omenili ste Švaba, omenili ste seveda človeka, ki nima z zdravstvom oziroma nobene zdravstvene podlage, Gatesa. In seveda pod vprašanje z vnosom snovi, ne, pa patentiranih zadev, to se pravi patentiranih sestavin, je pa možno seveda osebo, ki dovoli vnos v svoje telo ali pa za vnos nima večje izbire, ne more reči direktno ne. Tako osebo je po neki logiki tudi možno patentirati oziroma postanemo dejanska last nekoga drugega. Ja, to hočejo, ne? Patent, da smo mi patent, ne? Njihov patent, ja, genske, malo ga moraš predrugačiti, ne? Vplivati na genetiko in potem rataš ti patent tiste firme, ki je to. Nisi več stari človek, ampak si patentiran človek. Ne, veste, se to slaboumje, ta bolezen njihove logike je strašljiva, ampak pač takšna je in Bogu hvala, da lahko ohranjamo zdravo pamet. Sem neizmerno vesel, da sem poleg tega, da sem pater tudi kmet. To je, vam povem, terapija. Gospa Kapra ima danes že 2-krat skidano štalo,
Ampak ne zato, ker to ona nuca, ampak da jaz skidam štalo tukaj, ne? Da se normaliziram, prizemljim, konkretiziram. Veste, štale, to je, meni je to, ko mi čakam zjutraj, grem najprej v kapelo, pa direkt v štalo. In zvečer pa obratno, iz štale v kapelo. Eni imate štalo, drugi imamo štedilnik. Ne? Ja, tudi jaz imam štedilnik. sprostitev. Jaz sem že danes grunto, ko bom prišel domov, kako se bom pripravil dobro večerjo. Vam lahko povem, jaz obožujem fižol, ne? In na vrtu, imam kar veliki vrt, raste fižol, ogromno fižola, grah, čebula, česen, to je zame primarno. In nocoj, ko bom prišel, imam že plan, takoj, ko bom prišel, bom dal v vrelo vodo stročji fižol, pol bom pa šel gospe Kapri, da jim še dal drugi del večere, ker ona ima mi dva ostajava zelo, mislim, ona zad mene, ne, boga srota, ker sem imam jutrni človek in meni so preden, ko še nisem bil izčrpan, o 3:30 je bila normalna ura, zdaj pa je žal to o 4:30, ne, tako da ima zajtrk zgodaj, večerjo ima pa zdaj že ob 4, ampak ker danes si mogel dati prej, čaka drugi del večerje. No in ta čas se bo fižol grel, pa so mi dali pa gor na Solčavskem gi reče uradno, pa je to tista maslo, čebulo, ki sem jo pridelal na lastnem vrtu in potem kuhan fižol noter in to zmešam. Verjamem, da mi zaledete večerjo.